Gospod Janša, zakaj ste se odločili, da zberete in objavite v knjigi svoje govore? Je v prvi vrsti razlog v tem, da želite s tem pokazati, da ste pravočasno opozarjali na stran poti tranzicije, ki so Slovenijo pripeljale v stanje, kakršnem smo priča danes? Ja, mogoče tudi, no. Najbolj sem skupaj lep pozdrav. Kot je bilo rečeno že na začetku, v tej knjigi najdete izbrane govore, bolje bi bilo reči izbrane govore izmed tistih, ki so bili najdeni, oziroma ki smo jih lahko zbrali. Včasih je to delo bolj naporno, kot če nekaj pišeš na novo. Še posebej, ker se je veliko tega ohranilo zgolj v nekih slabih posnetkih ali pa neautoriziranih zapisih, ki jih je bilo treba potem spraviti v obliko, ki je pač berljiva. Ker govorjena beseda ni vedno tisto, kar je možno neposredno zapisati, kar pač si vemo. Večina govorov iz tega obdobja se ni ohranila zaradi tega, ker so bili pač povedani in niso bili naprej napisani. Ohranili so se zgolj povzetki v raznih dnevnih časopisih ali takšni obliki, da to enostavno pač ni bilo uporabno za objavo. Mnogi se pa sploh niso ohranili tudi takšnih, ki bi jih tudi sam z veseljem še enkrat prebral. Recimo, mi smo našli govora, ki sem ga imel takrat, ko sem izvoljen za predsednika stranke v Litostroju leta 1993 in še mnogih, ko se spominjam nazaj, zame pomembnih nastopov, vendar zadeve niso ohranile. Ali pa jih vsaj nismo našli. Kljub temu pa je ta opus relativno obsežen in zdelo se mi je vredno to objaviti zaradi tega, ker če gremo nazaj po letih, tako je knjiga tudi grajena, začne se leta 90, ampak se tam konča. Na nek način vidimo neko kontinuiteto opozarjanja na stanje, v katerem Slovenija je. Hkrati pa ogromno predlogov, ki smo jih dajali, ne samo jaz, ampak recimo v stranki, ki jo vodim, sproti v smislu tega, kako bi se morale stvari odvijati za to, da bi šla Slovenija v pravo smer. To poudarjam zaradi tega, ker so mnoge stvari danes enake. Se pravi, tudi danes dajemo predloge, kot smo jih dajali pred 20 leti. Razmere so ponekod enake, ponekod še slabše. So tudi pač področje, kjer so boljše, ampak tega žal malo. In šele, ko to zbereš na kup, pač vidiš, kako smo marsikdaj mislili, da sedimo na vlaku, ki se hitro vozi naprej, v resnici pa smo stali na postaji. Smo šli malo nazaj. Tako da, po mojem mnenju je ena od ključnih vrednosti teh tekstov, če bi želeli narediti črto in povzetek, v tem, da je podana neka analiza, ki se vleče skozi dolgo časovno obdobje, 25 let, in iz katere je možno tudi danes razbrati marsikaj glede na stanje, v katerem smo, in seveda tudi glede na rešitve, ki bi bile potrebne. Iz te ocene in iz tega motiva izhaja tudi sam naslov knjige. Druga republika je bilo neko ime, skupno ime za predloge korenitih reform političnega sistema, predvsem pa ravnanja, ki ga je dala Slovenska demokratska stranka na kongresu leta 2009. In v bistvu, če zadeve poenostavim, lahko rečemo, da je Druga republika ime za vse tisto, kar smo napisali v ustavo, ki še danes velja, vendar ni uresničeno. Smo predlagali tudi nekatere ustavne spremembe, ampak to je manjši del tega reformnega procesa, ki je potreben.
Zdaj, ključna razlika med tem, kar imamo in med tem, kar vsebuje pojem druga republika, je v uresničitvi. Mi imamo v ustavi napisanih vrsto zavez za upravljalce slovenske države, vrsto zavez, ki izhajajo iz vrednot slovenske osamosvojitve, ki pa so zgolj črka na papirju ali pa so uresničene zelo malo. Ne. Do neke mere, ki potem stalno sproža pri ljudeh pomisleke, dvome, nezaupanje, kot je dejal prej Milan, in seveda občutek krize. In ta občutek se poglablja in je realen. In če je v Sloveniji zelo težko doseči kakšno soglasje o kakšni stvari, ampak o eni stvari obstaja soglasje, to pa je, da stanje ni dobro. Zelo malo je takšnih, ki govorijo, da je vse v redu in da smo iz krize in tako naprej. Splošno, lahko bi rekel, s plebiscitno večino ljudi podprto prepričanje je, da stanje ni dobro, so pa seveda velikanske razlike, kje so rešitve. Eni predlagajo rešitve v tistem, kar je že bilo pred letom 1990, prav nekem socializmu, za katerega je že Churchill dejal, da bi deloval samo mogoče v nebesih, ker ga ne potrebuje, ali v peklu, ker ga pa že imajo. Ampak tega pri nas mnogi niso slišali. Druga alternativa je pa seveda v najprej doslednem uresničevanju tega, kar je na nek način zgrajeno vrednostno središče ali pa osrednje središče vrednot v Sloveniji ob osamosvojitvi, na podlagi katerega smo sploh šli v te procese, zaradi katerih smo danes samostojna država, in v tistih potrebnih nadgradnjah te ustavne ureditve, ker se je izkazalo, da pač stvari ne tečejo dobro, ali pa kjer so ustavo, ki je bila na začetku na določenih področjih brez madeža, pokvarili. Eno takšnih posegov v ustavo se je zgodil leta 2000, ko se je ustavo zapisal izkrivljen, manipulativen, proporcionalni volilni sistem, ki ga prej v ustavi ni bilo in zaradi katerega je danes Slovenija v permanentni politični krizi, kjer se razpolovna doba mandatov krajša, eksponentno, hkrati tudi razpolovna doba instant strank, in prihajamo v situacijo, ko bomo imeli malo več strank kot podjetij. In zadeva naravnost zadevo pelje v neko koncentracijo, neko kumulativno stanje, kjer se bodo ta notranja nasprotja začela sproščati, hkrati pa seveda kliče po rešitvi. Ta koncept druge republike je eno od rešitev, ki jo ponujamo, in se bistveno razlikuje od tega, kar se ponuja v mainstreamu slovenske javnosti, medijev in tako imenovane družboslovne stroke, vse tiste, ki nastopa v obliki 15 posvečenih komentatorjev v osrednjih medijih kot rešitev. In v bistvu se ponuja pot nazaj, ki se tudi ne maskira preveč ali pa skriva, celo označuje se z enakimi besedami in tudi z enakimi simboli iz nekdanjega totalitarizma. Toliko o samem imenu. Skratka, druga republika je neko skupno ime za stotine predlogov, ki jih lahko najdete v knjigi, nekateri se tudi večkrat ponovijo in nekateri so tudi popolnoma enaki, čeprav so bili zapisani že pred 20 leti, kot so predlogi, ki jih dajemo danes. Ja, seveda prava pot je treba iskati, dokler je ne najdeš. Do takrat pač tavaš. Mogoče samo še en stavek o posvetilu. Knjiga je namreč posvečena dr. Jožetu Pučniku. Če je kdo prebral njegovo knjigo Družba, demokracija in tehnologija,
potem lahko razbere, da je on tisti knjigi iskal odgovore na podobno vprašanje v nekem drugem času sicer, ne, in da je ponujal zelo podobne rešitve, ker te rešitve so pač univerzalne. In tudi, kot je dejal že Milan, ta pač izbor nekega težišnega govora bo mogoče nekoga presenetil, ker je pač to govor na pogrebu dr. Jožeta Pučnika, na slovesu od njega. To je govor, ki sem ga prebral, ne, od prve do zadnje črke, ker ga nisem mogel povedati. In si ga tudi najtežje napisal. In to ne toliko zaradi nenadne smrti dr. Jožeta Pučnika, vsi umremo, vsa živa bitja smo na to obsojena, ampak zaradi dejstva, da je moral on umreti v tujini. Zdaj, ta zavest takrat niti ni dovolj široko zajela slovenske javnosti, ampak lahko nas je še vedno sram zaradi tega. Ne? Nekdo, ki je oče slovenske države, ki so ga preganjali, zapirali, mučili, izgnali, celo diplome niso hoteli poslati, je mogel še enkrat narediti fakulteto v tujini in je kljub temu prišel domovini pomagati, ne, brez zamere, takrat, ko je bilo najtežje, in uspel s svojim projektom, ne, je moral potem že drugič v izgnanstvo, ker je dejal, da pač želi preostanek življenja preživeti v bolj normalnem okolju, v normalnem času. Takrat, ko je odhajal iz Slovenije, niti nismo verjeli, oziroma si nismo mislili, da bo tudi umrl v tujini, ne, gre mogoče za par mesecev, ne, pa kakšno leto, pa pride nazaj, pa bomo delali naprej. Zgodilo se je drugače in mislim, da to kot celotnemu slovenskemu občestvu, ne, vsem skupaj ni ravno velika čast, bi nas morali takrat izjemno strezniti, ampak namesto te streznitve smo doživeli polemike o tem, ali bo sploh častna oziroma žalna seja za dr. Jožetom Pučnikom. Pač državne institucije, ki so objavljale osmrtnice za Ivanom Mačkom, pa Ribičičem in tako naprej, ne, so imele nenavadne zadržke potem v primeru smrti dr. Jožeta Pučnika in pokopali smo ga brez državniških časti, tudi brez udeležbe najvišjih predstavnikov države. Zdaj, če kakšne druge stvari, recimo bolj tehnične, bolj politične, ne prepričajo v tem smislu, da je Slovenija tranzicija zatavala, ne, da ni bila končana ali pa da je sploh zgrešila, ne, da nismo uspeli izvesti potem to samo dejstvo na čisto neki človeški ravni, mislim, da lahko prepriča vsakogar. No in čisto na koncu, kdo se je prebil čez to obsežno čtivo, ne, bo verjetno prišel do istega zaključka ali pa do zaključka, ki ga je možno deliti z Solženicinom. Ta ruski disident in pisatelj je bil že pred leti, ko so ga vprašali, je bil vprašan, kako bi označil ta režim, ki je nastal v Rusiji po propadu Sovjetske zveze, po propadu komunizma, ko formalno so neke volitve, ampak ne, kakšna resna demokracija to najbolj ni. Je Solženicin dejal, da je to pač nekaj, česar še ni bilo. Ne. Ni niti staro, niti novo, je to nek hibrid, ne. On je rekel slovo ogaben hibrid. In nažalost je več možnosti, da se iz tega stanja zdaj obrnejo na slabše oziroma nazaj na staro kot na bolje. Ker pač prehod ni bil narejen.
So neke institucije, ki se drugače imenujejo kot v starih časih, ampak vodijo jih isti ljudje. Vsebina je podobna, tehnologija oblasti, kot bi rekel Pučnik, se izvaja drugače, ampak z istimi cilji in z istimi rezultati. Ali pa z enakimi cilji in z enakimi rezultati. No in že Milno je prej dejal, da se neke stvari podvajajo, oziroma da so si podobne, če pogledamo to časovno premico zadnjih 25 let. Pred 25 leti je razpadala Sovjetska zveza, bila je pomlad narodov, Slovenija je stopala na pot demokratizacije in osamosvojitve. Ta sovjetski režim pa je skušal še na silo zadržati to pomlad narodov ravno v času, ko smo se v Sloveniji pripravili na volitve, v začetku leta, v prvih mesecih leta 1990, na večstrankarske, vendar ne popolnoma svobodne, tako kot prej Poljaki eno leto. Takrat je Rdeča armada v Litvi zasedla televizijo, državne institucije in skušala preprečiti osamosvojitev te baltske države. Za nekaj časa mi je to uspelo. Enako se je takrat dogajalo tudi v Azerbajdžanu, čeprav mislim, da v Sloveniji niti ni bilo o tem nič slišati. Je bila cenzura še zelo velika in še v nekaterih drugih delih bivše Sovjetske zveze. Zdaj po 25 letih pa srečujemo neka dejanja v tem delu sveta, ki so izjemno podobna. Se pravi, aneksija Krima, poskus destabilizacije in delitve Ukrajine, na kratko ali pa na grobo rečeno poskus obnove tega socialističnega imperija, ki je takrat propadel z deloma, rekel, pod drugimi imeni, vendar z uporabo zelo podobnih sredstev, predvsem pa z enakimi cilji in zaželenimi rezultati, oziroma uporabljenimi rezultati teh dejanj in seveda tudi uporabljenimi metodami. Tudi v Sloveniji sedaj ponovno, čeprav ni tako razvidno, jasno kažejo ločnice, kakršne so bile pred 25 leti, ko je na 100 tisoč ljudi podpisalo Majniško deklaracijo. Tisti, ki so imeli pa moč in oblast, je pa lansiralo temeljno listino proti Majniški deklaraciji in osamosvojitvi. Nekaj takšnega je tudi zdaj. So sile demokracije v Sloveniji in politične sile, ki pač zagovarjajo vrednote slovenske osamosvojitve. In to bi lahko zajeli s pojmom druga republika. In so sile tako imenovanega demokratičnega socializma, ki skušajo državo dokončno potopiti. In glede na to, da ker smo ravno ponovno predčasnimi volitvami, se bojim, da ne zadnjimi, v relativno kratkem času, se to da strniti tudi neko politično geslo v tem smislu, da če bo ta koncept prevladal, lahko rečemo, da še ena leva vlada bo najhitrejša pot do propada. Najkasneje takrat bo nastopil čas in mesto za drugo republiko. Gospod Zver, bi vi na tej točki še kaj dodali, glede na to, da ste spet med Ljubljano in Brusljem? Mislim, da je kar dobro. Da je predsednik kar dobro zaključil. Ja, vedno. Zdaj, samo še eno vprašanje za avtorja. Gospod Janša, kako nastajajo vaši govori? Vemo, da večina drugih politikov, oziroma večina politikov jim drugi piše govore. Mislim, da v vašem primeru ni tako. Jaz sem to opisal v samem uvodu, tudi v zahvali. Tukaj so glede na način nastanka zelo različni teksti. So govori, ki so bili povedani, nekdo rekel, zdaj pa ti nekaj povej in pač potem nekaj poveš. Včasih boljš, včasih slabš. So govori, ki so konceptualni, v tem smislu, da je v to vloženo veliko dela, trudija, tudi študija. So govori, kjer sem imel pomoč, recimo v času predsedovanja, oziroma v času, ko sem bil predsednik Evropskega sveta in tudi predsednik vlade, je časno neslo tako, da sem imel tudi po
4-5 nastope na dan. In to na različnih koncih Evrope. Tukaj je bila nujno potrebna pomoč, imel sem sodelavce v kabinetu, ki so mi pač pripravili podatke, teze. Velikokrat ali pa večkrat smo recimo zaprosili tudi znane slovenske intelektualce, ki so ob teh pomembnejših dogodkih so mi tudi dali kakšne svoje predloge, ki sem jih včasih uporabil, včasih pač nisem, nekatere sem tudi imenoval v tej zahvali. Ampak večina tega je pač nastalo glede na dogajanja, ki so bila in žal za večino teh tekstov ni bilo toliko časa, kot bi jih človek rabil, da vse natančno premisli, primerja, analizira. Ampak objavljeni so teksti takšni, kot so bili povedani. Nismo se nazaj popravljali imen, kratic, karkoli. Če smo govorili o stoletnici socialdemokracije na Slovenskem, ker je bila pač Slovenska demokratska stranka, se včasih nosila to ime, je pač to ime tudi v govoru in so notri programske stvari iz tistega časa. Kakšna poimenovana mogoče z nekoliko drugačnim imenom, kot se uporablja danes, ampak v vsebinskem smislu je enaka in tukaj nima nikakršnih problemov s tem. Večji problem imajo danes nekateri, ko skušajo si lastiti neke te Cankarjeve dediščine v političnem smislu, pa jim to ne gre najboljše, ker se ustavijo tam pri letu 43, takrat pa ni bilo kaj dosti Cankarja, razen koliko se ga je zlorabilo. Najlepša hvala.